Je pa siguren to material budućnosti, a ne, keramika je prisotna v našem življenju ves čas. Tudi na inštitutu v Nemčiji sva bila, mislim, da lansko leto razvijajo res posebne materiale z visoko temperaturno odpornostjo. To se pravi, to je že čisto znanstveni pristop. Po drugi strani pa pri nas še nimamo poklicne šole za poklic keramika ali pa lončarja. Tako da imamo še precej za narediti na tem področju in nikoli ne bo dolg čas. Bolj je problem to, da naredimo keramiko enakovredno disciplino drugim umetniškim zvrstem, predvsem pri nas v Sloveniji. V tujini je situacija malo boljša, pa še vedno ni. Vsi vidijo keramiko, če so kipi, ne vidijo pa, da je, ne vem, lahko šalica za kavo dizajnerska, da je lahko to košček umetnosti, ki jo vsak dan uporablja, da je lahko umetnost v keramiki živa, da ne živimo več v dobi črnih kuhinj, da bi jedli vsi z ene sklede, po kateri smo bili mi recimo poznani, ampak zdaj živimo drugače in je tudi tehnologija lahko ostane ista, premalo se pa povezujemo z dizajnerji, z oblikovalci ali pa s temi, ki kreirajo naše bodoče življenje. Tukaj je pa še veliko za narediti. Vsak najde svojo nišo. Seveda je treba biti inovativen, na področju umetnosti ni lahko preživeti. Če bi se pa zavedali, da lahko naredijo umetnost uporabno, jo pa s tem zelo približajo ljudem. Midva sva pred leti naredila eno razstavo Skodelic za kavo, sva kupila 1000 industrijskih šalic in sva povabila različne umetnike, da so jih poslikali. In smo jim dali enotno ceno, zato da je vsak lahko dobil košček umetnosti, ki jo lahko vsak dan si privošči, se jo dotakne, pije z nje, se pogovarja v dialogu, gledajo šalice in je bil neverjeten odziv. Povabili smo od arhitektov, pisateljev, likovnih pedagogov, kiparjev, keramikov in tako. Res je bilo zanimivo in jaz mislim, da v tem, kdor bo našel svojo nišo, bo še vedno lahko preživel. Sama sebe pa čez 20 let, glede na to, da mi že malo zdravje nagaja, bolj vidim v prenosu znanja. Nabrala sem si ga veliko, pa upam, da bova, če bova zdrava, še imela ta simpozij, da bova tudi midva se od tujih avtorjev še učila. Mnogo je mlajših avtorjev v tujini, ki znajo na specifičnih področjih več kot midva in sva vsakega vesela, ki je to pripravljen deliti, tudi pri nas v Sloveniji. Tako da jaz mislim, da bova, če bova zdrava, bova simpozij še delala, pa kakšno knjigo tudi. Ja, zdaj jaz, ko sem že prej omenil teh kamnih, pač je to ciklus, ki ga delam zadnje leta in mene sama forma mi je pač tukaj ni nekih pravil v smislu tega, da bi kamen bil lahko da bi neko svojo posebno obliko. Jaz tole, ki jih delam, imam vedno v spominu pred sabo oziroma sliko tega kamenja, kakšno je bilo to kamenje, ki je bilo nekomu nekaj pomenilo in tehnikov, potem pa to nadgradim še s to tehniko, ker v bistvu staroverci so iskali kamne z določenimi črtami, da so pomenile nek znak in ta tehnologija, ki jaz uporabljam, tehnika golega rakuja, mi to omogoča, da to tudi sam intervenira na samem izdelku in dobim te črte, kakršnekoli želim. Tako da to je, bi rekel, združenje te, bi rekel, tehnike žganja in tudi same igre učinka na konc, kaj je, 100% pa nikoli ne moš vplivati na končni izdelek. Lahko predvidiš, zelo predvidiš, ampak še vedno na konci pa še vedno malo presenečeno. Tako da bi se to pri meni, kar se tiče teh kamenov, ki jih delam zadnje čase. Jaz pa še zmeraj rada jem in sem izbrala sklede. Ta oranžna je narejena iz slovenske gline in mi je najbolj všeč zaradi tega, ker je lončar zelo prisluhnil potrebi ene določene družine
ne samo, da je ta rob obrnen, rob sklede obrnen navznoter, kar pomeni, da je hrana obrnjena nazaj na žlico, ampak je v sredi tudi ta kelih, ki je narejen iz enega kosa gline, skleda in kelih, kar je pomenilo, da nekdo v družini ni smel jesti ocvirkov oziroma maščobe in je to dal na vrh in je s temu pokazal, kako lahko se z lahkoto prilagodi potrebam neke družine ali pa enega obdobja ali karkoli. In se mi zdi, da je to nekaj posebnega.